Spoštovani, lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo. Izjemno sem vesel, da smo se danes zbrali v tolikšnem številu, kot v bistvu trenutno niti ne pomnim, kar v bistvu dokazuje, da je dr. Savelij resnično bil človek, ki je združeval v takšnem ali drugačnem pomenu te besede. Uvodoma seveda bi se rad zahvalil in pa hkrati tudi čestital za izjemno opravljeno delo, da je ta knjiga dejansko izšla. Tako da zahvala urednici Petri in seveda tudi doktorici Grisar Pečar za spremno študijo. Seveda pa velika zahvala tudi gospodu Gasserju. Prvič zato, ker je gradivo zbral in kot drugič zato, da ga je predal. Hkrati bi rad pozval vse tako doma kot v zamejstvu in po svetu, da sledijo zgledu. Namreč je ogromno gradiva, ki je za nas neprecenljivo, kot je na primer ta dnevnik, za koga, ki ga poseduje, mogoče ne toliko vredno ali pa se ne zavedajo vrednosti tega gradiva, mogoče je to bolj pravilno. Tako da bi res rad izkoristil to priložnost, da pozovem za vse, ki bi takšno ali podobno gradivo imeli doma, dajte ga, lepo prosim, prinesti do nas, bomo skupaj pogledali, se dogovorili, ali je primerno za hrambo, za objavo, da imamo tudi raziskovalci dostop do gradiva, ki bi sicer bilo za vse nas izgubljeno. Želim eno lepo srečanje, en lep dogodek danes. Še enkrat hvala vsem, ki ste se danes udeležili. Zelo sem vesel tolikšnega števila in predajam besedo kolegici Špeli, ki bo povezovala današnji dogodek. Hvala lepa. Najlepša hvala direktorju dr. Tomažu Ivašiču za pozdravni nagovor. Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi monografije z naslovom 1945 dnevnik mojega križevega pota, ki je decembra prejšnjega leta izšla v sozaložništvo Študijskega centra za narodno spravo in založbe Družine. Gre za bogato izdajo, bogate zapuščine dnevniških zapisov in pisem mlajšega predstavnika tradicionalnega tabora na Slovenskem, dr. Julija Savelija, ki jih je pisal v obdobju zadnjega vojnega leta. Kritična objava vira s spremnima študijama nam omogočajo vpogled tako v dogajanje na slovenskem prostoru, hkrati pa tudi vpogled v delovanje tradicionalnega tabora med drugo svetovno vojno. Danes so z menoj tukaj trije glavni akterji, ki so poskrbeli za to, da je knjiga tukaj danes pred nami v takšni obliki, kot je. To so urednica monografije, zgodovinarka Petra Grabrovec, avtorica spremne študije, zgodovinarka dr. Tamara Grisar Pečar in vnuk dr. Julija Savelija, gospod Marko Gasser, ki jih tudi sama prav lepo pozdravljam. Postavimo najprej dr. Julija Savelija v prostor in čas, v katerem je živel, zato dr. Tamaro Grisar Pečar prosim, da nam kot odlična poznavalka obdobja druge svetovne vojne predstavi in oriše njegovo življenjsko zgodbo. Spoštovani gospe in gospodje, kolegi, dnevniški zapiski dr. Julija Savelija, ki jih predstavljamo danes drugič, so zelo dragocen dokument, ki prispevajo k boljšemu razumevanju obdobja slovenske zgodovine ob koncu druge svetovne vojne in takoj po njej. Vedno primerjamo zgodovinopisje z mozaikom in čim več kamenčkov v tem mozaiku imamo, tem popolnejša je slika in seveda smo vedno bližje temu, kar rečemo zgodovinska resnica. In resnica je seveda vedno samo ena. Savelij je te zapiske beležil v zaporu Gestapa in potem, ko je skupina pripadnikov slovenske legije
zapustil Slovenijo in preko Koroške pristal v taborišču v Italiji. Za režimsko zgodovinopisje, ki ga v nekoliko modificirani obliki nekateri zagovarjajo še danes, je bil edini upor proti okupatorju tisti, ki ga je organizirala komunistična partija. Vsi, ki niso bili na strani tako imenovane narodno-osvobodilne borbe, predvsem predstavniki predvojnih zakonitih strank, pa so bili po komunistični interpretaciji in po interpretaciji nekaterih zgodovinarjev žal še danes izdajalci. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte je že 16. septembra 1941 sprejel odlok, po katerem je bil vsak, ki je deloval izven Osvobodilne fronte in partizanskih enot, izdajalec, za katerega je bila po zaščitnem odloku predvidena smrtna kazen, in to povsem ne glede na to, ali je deloval izven Osvobodilne fronte in partizanskih enot na strani okupatorja ali ne. Torej niso delali nobene razlike tukaj. Seveda pa ni delovala proti okupatorju samo stran narodno-osvobodilne borbe, tudi na tradicionalni strani so bile različne legije, torej slovenska, sokolska, pobratim narodna legija in tudi obveščevalne službe, Slovenska zaveza in Narodni odbor. Tudi v slovenskem domobranstvu so oficirji okoli načelnika štaba Ernesta Peterlina delovali ilegalno proti nemškemu okupatorju in so zato pristali v taborišču Dachau. Potem pa, ko so bili vrnjeni v Slovenijo, so pristali na božičnem procesu leta 1945. Peterlina so celo obsodili na smrt, pa ne samo njega. Največja legija je bila Slovenska legija, paravojaška organizacija, ki je bila ustanovljena 29. maja leta 1941, torej predno je nastala Osvobodilna fronta. Ker tista protiimperialistična fronta, ki je nastala 27. aprila 1941 leta, je nastala v času, ko so bili komunisti na strani Nemčije. Hitler-Stalin pakt. Vem, da je tukaj bolj udomačen izraz Molotov-Ribbentrop, ampak meni se zdi to, kar je v zahodni literaturi pravzaprav bolj znano, Hitler-Stalin pakt, ker sta ta dva pravzaprav odgovarjala za to, bolj primeren izraz. Torej, predno je Osvobodilna fronta 22. junija 1941 leta, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo in se je takrat preimenovala v Osvobodilno fronto, ta protiimperialistična fronta. Predtem je že nastala Slovenska legija. In sicer z namenom, da se pripravi na trenutek, ko naj bi zahodne sile zahtevale pomoč Slovencev. Vedno znova tudi imam zdaj ravno v spominu en govor Eisenhowerja, ki je pravzaprav bil v tem smislu, da naj ljudje počakajo, da pridejo zahodni zavezniki, da ne tvegajo preveč življenj. Torej v tem smislu se je tudi Slovenska legija pripravljala na to, da pridejo zahodni zavezniki. Leta 1943 je ta imela 2018 članov, leto dni pozneje pa manj, 1500. Zakaj? Ker so se nekateri vključili v slovensko domobranstvo jeseni 1943. leta, seveda. Slovenska legija je imela dobro organizirano obveščevalno službo, zbirala je podatke o političnih in vojaških skupinah v Sloveniji, tako nemških, kot tudi partizanskih, pa seveda italijanskih tudi.
Tudi pravnik dr. Julij Saveli, podravnatelj tovarne Stora v Ljubljani, je bil član ilegalne obveščevalne službe Slovenske legije v letih 44-45 pa je deloval tudi v okviru državne obveščevalne službe DOS. Po prvem valu aretacij, konec junija 1944, ko je Gestapo vdrl v pisarne DOS, je bil Julij Saveli v mestnem načelstvu DOS-a, vodil je 4. odsek, to je bil odsek za specialiste. Konec decembra 1944 je postal mestni načelnik DOS-a, njegov psevdonim je bil Poljan. Aretacije so se jeseni nadaljevale in od decembra 1944 do februarja 1945 je bilo aretiranih več kot 150 članov Slovenske sokolske narodne legije, Slovenskega domobranstva ter članov DOS-a. Tako je bil tudi Savelijev svak Srečko Kristan, aretiran 7. decembra 1944, v noči med 11. in 12. januarjem, pa v stanovanju na Kersnikovi tudi Julij Saveli. Kot je Saveli napisal v pismu vnukom, so komunisti svoje ljudi infiltrirali v Slovensko legijo, in ki so potem obveščevalce Slovenske legije prijavili Gestapu. Saveli je bil v sodnih zaporih do 10. aprila 1945, ko je bil izpuščen. Iz sodnih zaporov so potem v zgornjih urah 1. marca skupaj z zaprtimi partizani, ki so bili v policijskih zaporih na Poljanski, odpeljali 700 oseb v taborišče Dachau. Med njimi je bil tudi že omenjeni Srečko Kristan. Saveli v svojih dnevniških zapisih omenja nekatere, ki jih je videl, slišal. Tako je bil njegov sosed v zaporu major Vladislav Križ, ki je bil tudi poslan v Dachau. Omenja tudi 4 frančiskane, brata Jožefa in Stanka Aljančiča, patra Jožefa in Stanka Aljančiča, ter patra tudi brata Angelika in Romana Tominca. Zakaj? Zato, ker je pristal nekaj časa v njihovi celici. V času med izpustom iz gestapovskega zapora in odhodom iz Slovenije Saveli ni pisal, takrat je bil doma. Njegovi zapiski se nadaljujejo šele 6. maja, ko je s pripadniki Slovenske legije po maši zapustil Ljubljano. Z njim je šla tudi nečakinja Marija Kristan. Slovenijo je zapustil brez družine, torej brez žene Amalije, Mihaele oziroma kot piše Lije in hčerk Anke in Alenke. Sin Julij pa se je rodil šele januarja 1946. Skupina, v kateri je bil Saveli, je prišla najprej v Celovec, potem pa v Beljak, torej oni niso šli v taborišče Vetrin. 12. maja pa so jih z angleškimi tovornjaki odpeljali direktno v Italijo. Pristal je v taborišču Monigo. Tam je bilo po vojni zavezniško taborišče za begunce vseh narodnosti. V Monigo je zvedel tudi, da se nahaja brat Emil z ženo in svak v taborišču Forli. Tam jih je tudi dosegla žalostna vest, da so Angleži domobrance oziroma Slovensko narodno vojsko, kot se je takrat imenovala, vrnili v Jugoslavijo. Februarja 1946. leta je bila večina Slovencev potem premeščena v taborišče Servigliano. Že na poti tja so Slovenci postavili odbor, ki je takoj začel urejati zanemarjeno taborišče.
Organizirali so šolski pouk, kulturno življenje, obrtne delavnice, šport, bolnišnico, ljudsko univerzo. Izdali so tudi prvo številko Zedinjene Slovenije. In ko je bilo taborišče urejeno, so jih preselili v taborišče Senigalija, potem pa po nekaj mesecih nekatere, kot Savelij navaja, kazensko premestili v taborišče Reggio Emilia. Od tam ga je pravzaprav rešil Miha Krek, ki ga je postavil za vodjo pisarne socialnega odbora v Rimu. Ta odbor je bil ustanovljen jeseni leta 1945 in je oskrboval emigrante s tem, kar niso dobili od UNRE. Savelij se je potem maja leta 1948 preselil v Argentino. Tja je prišel z največjim transportom Slovencev z ladjo iz Genove. Takrat jih je bilo 728 na ladji. Družina mu je sledila šele 9 let pozneje, namreč leta 1954, po mnogih intervencijah pri argentinskih oblasteh, ameriških senatorjih, Rdečemu križu in tako naprej. Dodala bi še, da je brat Savelija, William Savelij, bil duhovnik levantinske škofije. Pred vojno je bil kaplan na Ptuju. Nemci so ga kot mnoge duhovnike izselili na Hrvaško. Od tam je pribežal v Slovenijo, kjer ga je škof Rožman nastavil za kaplana v Starem trgu pri župniku Alfonzu Jarcu. Po vojni pa je postal župni upravitelj v Koprivniku pri Kočevju. Neki funkcionar starotrške partije je po vojni zbiral podatke o dogajanju v Starem trgu med vojno in za vse, kar se je hudega zgodilo, krivil župnika Jarca in kaplana Savelija. Zato ju je Udba aretirala in sta bila na okrožnem sodišču v Novem mestu, razprava je bila pa v Črnomlju, 24. februarja 1949 obsojena na smrt z ustrelitvijo in na trajno izgubo državljanskih pravic. Sodba proti Saveliju naj bi bila izvršena 10. avgusta 1949. Žal je povsem neznano, kje je pokopan. Za župnika Jarca pa niti ne vemo, kdaj so ga umorili, ker sicer je uradni datum njegove smrti tudi 10. avgust 1949, ampak ker so ga še videli leta pozneje na tem zaprtem območju na Kočevskem, nimamo pojma, kdaj so ga umorili. Hvala lepa. Najlepša hvala za to nazorno predstavitev. Zdaj pa k besedi vabim pobudnika za nastanek tega dela, gospoda Gaserja. V prvi vrsti nas zanima, kako se je oblikovala in zorela ta ideja o objavi dnevniških zapisov vašega starega očeta, kakšen je bil vaš proces, ko ste prebirali njegove zapise in zakaj ste se jih na to odločili predstaviti tudi v knjižni obliki. Dober dan. Proces se je začel po njegovi smrti. Z njim se nisem o tem, družina se ni nikoli preveč pogovarjala o teh vojnih časih. Seveda so vedeli tako zelo nasplošno, zakaj je moral zapustiti Slovenijo, zakaj je pristal v Argentini, zakaj smo se mi rodili v Argentini, ampak teh detajlov pa nismo vedeli. Jaz sem dobil kot zapuščino v varstvo drugi del te knjige, ki danes predstavljamo, to se pravi zapiski njegove begunske poti v Italiji, v 2 zvezkih. In šele leta kasneje, ko smo se že preselili tukaj v Slovenijo, smo začeli malo več se pogovarjati o tem,
teta Alenka mi je pridobila, poiskala po drugih ljudeh, osebah v družini shranjenih še več stvari. Tam smo dobili ta pisma, ki so noter v knjigi, in še posebej dnevnik njegovega zapora, kar je bilo največ nepričakovana plat te zgodbe. Ne? To se pravi, oči, tako smo ga mi imenovali v družini, je napisal neko, kako bi rekel, poslovilno pismo, ko je bil že vedel, da bo več dolg časa živ. In vse to, kar je v knjigi, je on omenil v 2 stavkih. To je bilo vse. Pismo je bilo 3 strani in pol, to je bilo samo 2 stavka. Povedal je, da je bil med vojno član informacijske mreže, to je obveščevalne službe Slovenske legije, da ga je Gestapo zaprl in da je moral bežati maja 1945. Potem je še malo povedal te zgodbe v Italiji in to je bilo to. Naslednji dejavnik, ki je vplival, je bil pa, kot na mnoge druge stvari, je COVID. V COVID-em času sem se nenadoma znašel pred tem, da imam več časa, kot ga lahko zaposlim drugače, in sem se končno spravil, pa mislim, da tudi v tem smislu imel že toliko distance duševne, to se pravi emocijske, in v času in v svojem čutenju, in da sem se lahko spravil to prepisavati. Originalno je bilo sam ideja, da bi jaz pretipkal in v digitalno obliko, da bi lahko spravil, da bi to ostalo tudi za, da bi lahko še komu poslal ali imel za obdelavo. In ko sem začel prepisovati vse to, kaj se je njemu dogajalo v gestapovskem zaporu, zakaj je on sploh prišel tja, kaj je on delal med vojno, kaj so delali njegovi sojetniki. Vsak dan, ki je nov zapisek, je bil novo ime, novo dejstvo, nova zgodba, ki mi je potegnila prav en vrtinec raziskovanja. Ker, kot sem rekel, v tej zgodbi nismo videli nič. In po več letih prepisovanja, spraševanja, po drugi strani smo že bili v stiku z Študijskim centrom za narodno spravo za ladjanje druge dediščine zapuščine, ki je ureja moja žena. In potlej sem tudi tukaj začel spraševati, ne, včasih, ker sem karkoli sem najdel tam zapisanega osebo ali dejstvo zgodovinsko ali kaj se je dogajalo, sem pač začenjal spraševati različne zgodovinarje, večina tukaj, večina tudi drugih. Tukaj se moram še zahvaliti dr. Štepcu, ki ga vidim tam danes v publiki. On je mogoče največ prispeval v tem, da se ta zgodba Srečka Kristana tudi prišla v javnost. To se pravi svaka mojega starega očestra, brata moje stare mame Elije. In potlej, ko je bilo vse končno prepisano in nekako urejeno v času, ne, sem dognal, da je knjiga že praktično napisana, da je nastala. Imela veliko stvari, sem dognal, veliko pomp sem napisal, ampak je pa prišel trenutek tudi, kad sem že zaradi, kot pravim, drugih zadev imel stik s tem študijskim centrom, da se mi je zdelo bolj primerno, da oni prevzamejo končno nalogo urejanja in izdaje te knjige. Ker po resnici povedano, jaz sem bil že tako blizu, da bi to knjigo izdal po svoje, kot samo založbo, kot nekako moj spomin na starega očeta. Ampak se mi je zdelo predvsej bolj primerno, tudi zanj, da se to obdela strokovno, nepristransko, neodvisno in podkovano, tako da ne bi bilo dvoma o tem, kar je moj stari oče pisal in kar je moj stari oče bil. Zato sem res danes zelo hvaležen Študijskemu centru, zelo zadovoljen s tem rezultatom, ker sta
gospa Tamara s svojim zgodovinskim okvirjem in gospa Petra s svojim urejanjem, dopolnjevanjem in tudi raziskovanjem o delovanju mojega starega očeta kot glasbenika, kot dirigenta in Galusa in mnogo drugih zborov. One dve sta to s tem raziskovanjem knjigo izjemno obogatili. To se pravi, danes sem zelo zadovoljen, da je rezultat veliko boljši zaradi tega in da bo spomin na mojega očeta bil primerno, kako bi rekel, priznan. Zato tukaj še enkrat zahvalil vama, dr. Ivešiču in še toliko drugih zgodovinjarjev, Renato Podmaršič in še drugih zgodovinjarjev znotraj in zunaj Študijskega centra za narodno spravo, ki so res pripomogli, da je ta knjiga danes pred vami. Torej, gremo zdaj še malo na uredniški del. Kolegica Grabrovec, kot urednica si se prvič soočila z delom z dnevniškimi zapisi in pripravo teh obsežnih sprotnih opomb v besedilo. Kako je potekalo delo in kako je monografija oblikovana? Zanima nas tudi, če si se morda kot urednica odločila kakšen del dnevniških zapisov izpustiti ali pa cenzurirati. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že bilo omenjeno, je študijski center leta 2022 prejel od družine Gaser v hrambo zapuščino dr. Julija Savelija, za kar se jim ponovno tudi jaz na tem mestu zahvaljujem. Zapuščina zaobsega dnevniške zapise in pisma iz leta 1945. Torej, dnevniški zapisi dr. Julija Savelija zajemajo zapise o zaporniških dnevih, ko je bil Savelij zaprt med januarjem in aprilom 1945 v gestapovskih zaporih na Miklošičevi v Ljubljani in zapise kasnejše begunske poti med majem in julijem 1945, ki ga dr. Savelij poimenuje obdobje njegovega križevega pota, od tukaj tudi naslov same monografije. Na podoben način je monografija tudi razdeljena, torej dnevniški del v dva dela, obdobje zaporniških dni in obdobje begunske poti. Zapisi v originalu obsegajo dva zvezka in dvojnih zapisov na kronološko urejenih listih. Vsekakor zapisi nudijo bralcu intimen vpogled v doživljanje vojne vihre in njenih posledic. Hkrati pa so dragocen vir vsakdanjega življenja manjše skupine slovenskih beguncev v Avstriji in Italiji poleti leta 1945, ki sočasno osvetljujejo težnje Slovencev po ohranitvi lastne narodne identitete z ohranjanjem slovenskega jezika in kulture izven matične domovine. Dnevniški zapisi so dopolnjeni s pismi, ki jih je dr. Savelij pisal družini v domovino. Pisma so največkrat zapisana na cigaretne lističe ali manjše dele papirja. Opisani so predvsem vsakdanji dogodki, ki so ustrezno datirani. Dr. Savelij je pri pisanju pisem uporabljal šifre, ki so bila razvozlana ob napotkih in pomoči Savelijeve družine. Po 12. juliju 1945 se zapisi skoncentrirajo samo na pisma domačim, ki so bila poslana v različnih časovnih intervalih v domovino. Gradivo je bilo, kot je že povedal gospod Gaser, transkriptirano, za kar se lahko spet ponovno zahvalim, saj mi je olajšal delo pri preboju. Vsekakor je sledil ponoven pregled transkriptiranega besedila in primerjava z originalnim besedilom ter popravki. Potem je sledilo iskanje in identificiranje oseb ter razvozlavanje dogodkov, ki jih je dr. Savelij omenjal v pismih. Pomembno je omeniti, da je v monografiji v uvodnem in sklepnem delu uporabljeno pismo vnukom, kot ga je poimenoval avtor, in orisuje njegovo življenjsko pot. Pismo ni datirano,
je mlajšega nastanka in ga lahko okvirno umestimo v čas po smrti njegove žene Amalije. Dnevniški zapisi in pisma so objavljeni v celoti, brez izpustitve ali cenzure, z minimalnimi pravopisnimi in uredniškimi posegi, ki omogočajo bralcu lažje in tekoče branje. Z oblikovanjem besedila smo tudi nakazovali na to dvojnost, kaj je dnevnik, kaj so pisma, kaj so misli in kaj so pesmi. Prav tako so vsi uredniški posegi v besedilo ustrezno označeni. Kot že omenjeno, so v besedilo za lažje razumevanje sprotne opombe z biografskimi podatki oseb, krajev ter opisi nekaterih dogodkov, ki so omenjeni v besedilo, in bralcu, ki ni strokovnjak, omogočajo lažjo orientacijo v času in prostoru. Še eno vprašanje za gospoda Gaserja. Kot smo izvedeli, se je Savelij takoj po koncu druge svetovne vojne podal na begunsko pot, ki jo je poimenoval svoj križev pot. Njegova družina mu je sledila šele čez nekaj let, tega sicer ni v knjigi, zato bi vas prosila, da če lahko nekaj spregovorite tudi o tej dolgi poti do ponovnega srečanja družine in kako se je nekako vzpostavila potem ponovno družinska dinamika po toliko letih. Sicer nisem jaz najbolj primeren, da bi to odgovoril, ker sem naslednja generacija, ne? Ampak oprostite. Kot sem rekel, jaz sem naslednja generacija, ne morem točno povedati, kaj se je letih 50-60 dogajalo, še preden sem se rodil, ampak lahko povem to, in to je pomemben podatek tudi, zakaj ta knjiga konča, kot konča. In sicer ni omenjeno, ampak stari oče je bil izpuščen iz zapora Gestapa aprila 10., če se prav spomnim, aprila 45, bežali so 6. maja, to se pravi dobre 3 tedne je bil v Ljubljani z družino, preden je moral spet na begunsko pot. In v knjigi opisuje, kako so se odločili, da bo on sam šel na pot. On je hotel ostati z družino, žena, se pravi moja stara mama Lija, ga je prepričala, da mora oditi, kar se je izkazalo pravilna odločitev, ker če bi ostal, bi ga doletela isto, kar je doletelo Srečka Kristana. Torej, pravilna odločitev. Kar pa takrat on ni vedel, ker tudi moja stara mama najbrž ni vedela, še je, da je bila noseča. Stric Julij, najmlajši sin, se je rodil januarja 46. Sem izračunal po statistični metodi, da je bil spočet, in da 20. aprila leta 45. To se pravi, nedvomno med tistih 3 tednih. In tako hočem reči, da ko je stari oče zapustil Ljubljano, je bila moja mama noseča, če je bila 2 tedna. Gotovo ni vedela. On je izvedel to kasneje, v prvih stikih, ki je imel z družino. In to on potomcev opisuje, kako ga je Lija obiskala v Trstu septembra, še tistega leta. Zato se njegova pisma bistveno spremenijo, zato ni več pisal dnevnika. Si mislim, da mora biti prehudo. Ker nasplošno njegov dnevnik se bere kot nekak potopis. Ni veliko čustev, da bi izlitih v ta dnevnik. On je svoje čustva, če jih je izlival, spravljal, procesiral drugače. Ampak gotovo vsako naslednje leto, mesec, v begunstvu še v Italiji, na vsako leto 46, 47, 48. In šele kasneje njegovo odločitev, da gre sam v Argentino, brez družine, ne. In mora biti gotovo nekaj strašnega. Prišli so
hočem reči ostale družine, je prišla šele leta 1954 v Argentino. Julij, stric moj, Julij, mlajši, je spoznal svojega očeta. Takrat. Kako se je družina spet skupaj spravila. Ne vem. Mama in teta Lenka, ki ste bile starejši, sta bile skoraj najstnice, vsaka zaposlena svojo šolo, svojimi zadevami, svojo selitvijo v Argentino. Gotovo je bilo težko, ampak moram reči, da v tem smislu, in to je tudi veliko priznanje za mojega staročeta, da ni bilo nikoli, bi rekel, nobenih večjih težav, da se sploh ni poznalo, mi hočem reči tam, jaz, moja brata, smo se rodili v čisto normalni družini, kolikor se lahko govori, da je to normalno, da se rodiš slovenskim staršem, v slovensko govorečem okolju v Buenos Airesu v Argentini. In v tem smislu moram reči, da je bil izreden starš, oče, poglavar družine in to je tisto, kar danes o njim govorimo, tudi o njegovem delu v Buenos Airesu, v slovenski skupnosti v Argentini, za katero je on prispeval ogromno. Bomo še malo kasneje govorili. Ne? Ampak to je tista zgodba, ko bi rekel, on piše leta 1945, da je to bil njegov križev pot. Takrat se je že začel njegov križev pot. Sam ni vedel, koliko postaj je bilo na tem križev potu. Ampak, če lahko nekaj izpostavim v tem smislu, da koliko je on pretrpel, je to pretrpel zaradi svojega, kako bi rekel, svoje vere, ker je bil protikomunist v prvem, mogoče bi rekel, nivoju zato, ker je bil zaveden katoličan, zaradi svojega političnega prepričanja je moral iti v svet, zgubil družino, hočem reči, pustil za sabo družino, zgubil državljanstvo, zgubil pripadnost narodu. On je prišel v Argentino s potnim listom, ki ga je izdal Rdeči križ. On je drugim pomagal dobivati te potne liste v Rimu. Včasih se sprašujem, če bi jaz bil v tej situaciji, če bi hotel še kaj sploh vedeti Slovenijo, ali bi, kot se zdaj pravi, zadevo vrgel čez ramo in se vživel v njegovo prihodnost, njegovo novo domovino, njegovo družino, to se pravi. Ampak on je ostal zvest. Ne samo on, hočem reči, vsa ta generacija, ki je skupno močjo, z ogromno žrtev zgradila to novo Slovenijo v Argentini, to, kar krščani so kasneje pomenovali ta argentinski čudež. So to strukturo, ki je to narodno zavest zdrževalo tako, pač tako, da lahko jaz danes tukaj stojim pred vami in govorim slovensko. In se smatram in čutim Slovenca. Lahko bi bil Argentinec z pravico do slovenskega državljanstva. Ker, če lahko drugače to lahko pogledate, to sem v Argentini rojen človek s slovenskim potnim listom. Ampak se čutim Slovenca. In to je zato, ker je vsa ta generacija poustvarila ta argentinski čudež, in to je bilo meni zibeljko položajno. Jaz sem se rodil v tistem sistemu slovenskih šol, slovenskih društv, slovenskih maš, slovenskega dušnega pastirstva, slovenskega teatra, slovenskih
aktivnosti v slovenskih domovih, kjer smo zganjali šport, kjer smo imeli šolo, kjer smo hodili k maši, kjer smo imeli družabno življenje, kjer smo pač živeli to dvojno življenje slovenskega Argentinca ali argentinskega Slovenca, kako želite. In to je pač dokaz dvojega, če zaključim s tem o mojem starem očetu. Prvič dokaz njegovega domoljubja, zvestobe do narodne bitnosti, zvestobe do še v njem posebno do slovenske besede in slovenske pesmi. To boste mogoče še več vedeli v naslednjem delu. Ampak on je ostal narodu slovenski besedi, slovenski pesmi zvest do konca in on je to predal. Torej, to bi rad izpostavil in mogoče tudi še njegovo plemenitost. To je ena beseda, ki jo danes redko kdaj uporabljamo. Mislim, da bi morala prijeti nazaj v uporabo. Imam še eno boljšo besedo, blagodušnost. Še lepša, starejša slovenska beseda. Zato, kar je on bil. V vsem tem trpljenju, ki sem prej rekel, ki se je začel šele leta 1945 in ne vem kdaj, če se je kdaj končal, on ni nikdar izrekel žal besede. Se pravi, ni bil nemaščevalen, ne, kako bi rekel, zagrenjen. Mnogo drugih, kot sem pravil, bi, in poznam tudi take osebe njegove generacije, ki so bili zagrenjeni celo življenje zato, kar so izgubili. On ni bil zagrenjen človek, nasprotno. Ni bil maščevalen, ni hotel, ni bil revanšist. In zato mislim, da njemu osebno in tudi vse te njegovi generaciji, skupini ljudi, ki so kakšni, kot sem rekel, znani kot argentinski čudež, so drugi imenovali sramota, ki umira počasi. To sem se spomnil 10 dni nazaj, če se prav spomnim, ko je umrl avtor, ki je to knjigo napisal tam v 70-ih letih. Vidite, jaz nisem tako plemenit, kot je bil moj stari oče. Ker mi to pade na glavo in povem, moj stari oče bi zdaj rekel, o mrtvih samo dobro. Ne, on bi je povedal po latinsko, ne mora pisnilni si mene. Zato, ker pač je bil stare šole, ne. In ampak vseeno, mislim, da je to, da ti njegovi spomini izidejo, da se njegova zgodba med vojno, zakaj se je to zgodilo, njemu in tudi drugi, da se primerno vrednoti, da se prizna. Ker njegovo delo v slovenski skupnosti v Argentini je bilo priznano. Slovenska skupnost v Argentini ga spoštuje, zato kar je on delal, zaradi njegovega dela. Tudi tukaj je bilo priznano, moram reči, sicer bolj njegovo glasbeno udejstvovanje. On je imel še to srečo, da je prišel s svojim zborom. Tedaj ga je že vodila moja mama, hčerka, ampak je bil še njegov zbor Galus na turnejo leta 1991 tukaj v Sloveniji. Še pred osamosvojitvijo, če se prav spomnim, da je župan Ljubljane Strgar uredil eno turnejo Galusa po celi Sloveniji za Galusovo leto. In takrat je dobil priznanje države kot za njegovo glasbeno in tudi ne samo civilne, bi rekel družbe, tudi katoliške cerkve. Leto kasneje je dobil odličje svetega Cirila Metoda, ki mu ga je podelil nadškof Šuštar. Tako je. In to delo je bilo priznano. Ampak to, kar je on delal med vojno in zakaj je to delal med vojno, to je tisto, kar upam, da bo ta knjiga vsaj delno pripomogla temu, da se to doseže. Njegov brat Viljem ima zdaj spomenik v Črnomlju, novomeška
župnija je naredila spomenik vseh 9 duhovnikov, mučencev, ubitih zaradi tega, ker so bili duhovniki med drugo svetovno vojno. Ampak to je bilo šele letos, ne, ko so več, prejšnje leto, pred kratkim. On takega spomenika pač nima in upam, da bo ta knjiga njegov spomenik. Hvala lepa. Sedaj smo pa že pri njegovem glasbenem udejstvovanju. Dr. Julij Savelij je skozi celotno življenje nenehno in neutrudno deloval tudi na glasbenem področju. Petra v svoji spremni študiji si zapisala, da ga je pesem spremljala skozi čase preizkušenj. Nam lahko predstaviš njegovo glasbeno udejstvovanje v različnih obdobjih njegovega življenja? Savelija je glasba, slovenska pesem spremljala od mladosti, saj se je namreč udejstvoval na glasbenem področju že v gimnazijskih letih. V 5. letu gimnazije je vodil manjši pevski sestav v okviru dijaškega društva Svit. Z očetom je prepeval v farnem zboru Celjske opatije in zboru prosvetnega društva v Celju. Med letoma 1932 in 1938, torej v času svojega študija, pa je bil član znamenitega predvojnega akademskega pevskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta, s katerim pa je gojil zelo dobro prijateljstvo. Preden je postal član APZ-ja, je moral enako kot vsi ostali, tudi Savelij, prestati znan Maroltov preizkus, ki je zajemal glasovno analizo, anatomično zgradbo pevca, konsonanco, preizkus in analizo zvoka, vokalne lastnosti in preizkus petja. Savelij je deloval v APZ-ju v letih, ko je zbor začel na slovenskem zborovskem področju orati ledino s tako imenovanimi stilskimi koncerti, kjer so slovenski in širši jugoslovanski javnosti predstavljali lepoto slovenske glasbene dediščine. Kot sem že omenila, je bilo spoštovanje med Maroltom in Savelijem vzajemno. Marolt je tudi prepoznal Savelijeve sposobnosti dirigiranja in mu je ob posebnih priložnostih prepustil dirigentsko taktirko. Med drugim je na pogrebu dr. Šerka APZ pod Savelijevo taktirko izvedel Galusov Ecce Quemodo Moritus Justus in Ljudsko srce je žalostno. Z APZ-jem se je Savelij udeležil križarjenja na luksuznem parniku Kraljica Marija, kjer so sodelovali samo Maroltovi izbranci. Pri tem želim izpostaviti, da je bila to izjemna priložnost ne samo za APZ, ampak tudi za Slovence v Kraljevini Jugoslaviji, saj sta predtem na takšnih dogodkih večkrat sodelovala zbora zagrebških in beograjskih študentov, torej Mladost in Oblič. Savelij je bil zadnje leto sodelovanja v zboru tudi predsednik zbora, ki mu je zaradi neuspešne pridobitve finančnih sredstev kljub sodelovanju z dr. Krekom in z dr. Antonom Korošcem pustila grenak priokus. Z Maroltom in nekaterimi pevci pa je Savelij sodeloval tudi med drugo svetovno vojno, po znamenitem zadnjem koncertu APZ-ja v Unionski dvorani 12. decembra 1941. Izbrana skupina APZ-jevcev je skupaj z Maroltom še nekaj časa v tajnosti snemala slovenske ljudske pesmi, ki bi jih uporabili v radijskih oddajah že med vojno ali po koncu te. Vendar je vojna posegla tudi na to področje in Savelij je izgubil stike s to tajno skupino. Kot je zapisal, citiram, vojna in revolucija nas je razdelila v dva tabora. Konec citata. Kot zanimivost lahko izpostavim, da je Savelij še zadnjič srečal člana APZ-ja Lojzeta Hartmana na dan, ko je bil izpuščen iz gestapovskih zaporov. Po umiku v begunska taborišča v Italiji se njegovo glasbeno udejstvovanje ni ustavilo. V dnevniku velikokrat piše, da jih je spremljala zapeta slovenska pesem.
Kmalu po prihodu v begunska taborišča so imeli Slovenci dobro organizirano kulturno življenje, predvsem na pevskem področju, kjer je sprva deloval Slovenski emigrantski zbor, kasneje preimenovan v Emigrantski pevski zbor Slovenija, katerega predsednik je bil prav dr. Saveli, nekaj časa pa tudi njegov zborovodja. Torej, Emigrantski pevski zbor Slovenija je prvič nastopil na Binkošto nedeljo 20. maja 1945 pri prvi organizirani sveti maši Slovencev v taborišču Munigo. Tekom delovanja so nanizali kar nekaj nastopov. Izpostaviti gre nastop na audienci pri papežu Piju XII. 21. marca 1946. Zbor je na tej turneji v Rim marca 1946 tudi snemal plošče na Vatikanskem radiju. Seveda je dobro poznano njegovo glasbeno delovanje v Argentini, predvsem v vodenje slovenskega pevskega zbora Galos, ki ga je on imenoval njegov duhovni otrok. Kot sem že izpostavila, so se slovenski izseljenci zavedali pomena kulturnega delovanja slovenske skupnosti, saj je imela prav skupna kultura psihološko povezovalni učinek slovenske skupnosti. Torej, nastanek slovenskega pevskega zbora Galos je temeljil na dediščini emigrantskega pevskega zbora, saj so Slovenci v Argentino prinesli njegov bogat arhiv, sočasno pa so želeli s pevskim zborom predstavljati slovensko skupnost v Argentini. Tako se je septembra leta 1948 sestalo članstvo nekdanjega emigrantskega pevskega zbora v Argentini in so začrtali pot Galosu. Pod vodstvom Savelija je zbor nizal uspehe. Ne gre pozabiti, da je dr. Saveli odlično sodeloval in vzdrževal odlične odnose z dirigentom Dragom Marijom Šijancem in skladateljem Matijem Tomcem, ki je tudi avtor skladbe Slovenija v svetu, napisana in premierno izvedena ob 20. obletnici zbora. Posebna čast je bila tako dr. Saveliju kot zboru izkazana leta 1959, ko so na povabilo prirediteljev slovesnosti ob prenosu ostankov prvega argentinskega ustavnega predsednika, generala, tukaj pa bom prosila malo za pomoč pri prebranju tega naziva, torej Juan Hustad, de Urquiza, ja, v farno cerkev Concepción de Uruguay, in ob 100. obletnici ustanovitve župnije brezmadežnega spočetja so torej organizirali koncert cerkvene glasbe. Glasbeno udejstvovanje dr. Savelija v okviru Galosa bi lahko še naštevali, ker njegov opus delovanja je res enorm. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da je to ljubezen do slovenske glasbe prenesel tudi na svojo družino, saj je vodenje Galosa po 36 letih predal svoji hčeri, gospe Anki Saveli Gaser. Da je bil Galos res njegov duhovni otrok in je vanj vložil ogromno truda, je prepoznala tudi slovenska družba in kot je že gospod Gaser omenil, mu je za te zasluge leta 1991 torej v okviru omenjene Galosove turneje po Sloveniji podelila posebno Galosovo odličje za ustanovitev in dolgoletno vodstvo zbora v imenu Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Za svoje delovanje na področju cerkvene glasbe med slovensko skupnostjo v Argentini pa je torej leto kasneje, leta 1992, prijel najvišje odlikovanje cerkve na Slovenskem, odličje svetega Cirila in Metoda. To pa je z moje strani tudi vse. Takole lahko rečemo, da je bila ta življenjska zgodba, zanimiva življenjska zgodba dr. Julija Savelija tudi del kompleksnega obdobja vojne in tako potem tudi kasnejšega povojnega obdobja. V razmislek in vprašanje velja še to, kakšen je pomen
teh dnevniških zapisov, ki so zdaj šli pa za slovensko zgodovinopisje. K besedi vabim dr. Tamaro Griser Pečar za nekaj sklepnih misli. Seveda je ta dnevnik zelo pomemben. Rekla sem že, da je bil on član Slovenske legije. Monografija Slovenske legije nas še čaka, ni še napisana. In vsak tak zapis pravzaprav pripomore k temu, da dobimo, kot sem že rekla uvodoma, boljšo in bolj celostno sliko. To se pravi, da torej podpiram to, kar je rekel tudi gospod Ivešič na začetku, kar smo že zadnjič tudi poudarjali, da je zelo potrebno, da take zapiske družine ne vržejo proč, kar se dogaja, žali Bog, v Ameriki in mislim, da manj v Argentini. In da se to preda, ker to pripomore k zgodovinopisju. Mi še vedno pravzaprav se borimo za to, da se zgodovina predstavlja taka, kot je. Mi smo še vedno pod udarom režimskega zgodovinopisja, če smem tako reči. Če pogledamo, kaj se dogaja v Dražgošah, da so pravzaprav zaprli muzej osamosvojitve, da se ministrica pojavlja na prireditvah ustanovitve komunistične partije in podobno. To se pravi, da še vedno to, kar se je res dogajalo, ni splošno sprejeto tukaj v Sloveniji. In zato so taki zapiski izrednega pomena. In še enkrat poudarjam, da prosim, če imate kakšne take spomine doma, da se to preda, da imamo dodatno potrdilo temu, kar se je dogajalo. Še gospod Glaser, morda? Se pridružujem, kar je povedala gospa Tamara, in še posebej mogoče to rekel za mojega starega očeta kot osebo, gotovo to je priznanje za kar je on bil in kar je on delal, ne samo po vojni, ampak tudi med vojno. In nasplošno upam, da je to tudi doprinos k temu, da se, kako bi rekel, zgodovina uravnovesi. In tukaj ne bi res priznal zgodovinjarjem, posebno tem danes prisotnim, da so oni to delo že opravili, da ni to mogoče delo. Ja, zgodovinjarji bomo rekel, to je že, še zmeraj se lahko več, ne? Ampak nasplošno mislim, da je to doprinos k temu, da se uravnotežijo viri in da se uravnoteži tudi spoznanje, kaj se je takrat dogajalo. Če gledamo partizanske zgodbe, se je recimo že veliko črnila prelilo, tudi, kot gospa rekla, uradno režimsko zgodovinopisje in tudi lepopisje, koliko noveli in koliko črtic in koliko pesmic in koliko šolskih učbenikov je napisano pristransko. Upam, in to je bil tudi velik naš namen, da se s časoma to uravnovesi, vsaj za kasnejše rodove. Za nas je mogoče že, ne vem, prepozno, ampak če lahko še nekaj tako osebnega povem za konec. Mi za ženo sva se preselila z družino tukaj že 15 let nazaj. In moram reči, da so bili izredno lepo sprejeti, nismo imeli nobenih težav zato, ker bi bili argentinski Slovenci ali zato, kar so naši predniki delali. Moram pa reči, da ko sem začel brati, posebno ko sem bral to zgodbo o desni ilegali, o ljudem, ki so se upirali okupatorju, ki so bili, kot moj stari oče, delali proti
nemškemu okupatorju. A so kljub temu, se pravi, in od okupatorja so bili priznani, ker so jih zaprli, so jih v Dachau pošiljali. Od današnje ali prejšnje režimske oblasti in celo današnje slovenske oblasti še niso priznani kot borci proti okupatorju. Čeprav so to bili. In če danes, zdaj le naredimo eksperiment, potegnemo prvo osebo iz ceste tukaj in jo vprašamo o domobrancih, bo najbrž zelo ena hitra enačba. Domobranci, enako kolaboratorji, enako narodni izdajalci. In prav to zadnje nas je najbolj zabolelo, ko smo prišli v Slovenijo nasplošno, ker smo vedeli, kako so te ljudje ljubili svoj narod, kaj so naredili, da so svoj narod, svojo besedo, svojo kulturo shranili, ohranili in predali rodom. In mislim, da, kot sem rekel, nisem poznal večjega domoljuba kot mojega starega očeta. In mislim, da je to prav, da se prizna. In kot rečem, zgodovinarji opravljajo svoje, zato sem še zelo hvaležen za vse to, kar je do danes se zgodilo, da je ta knjiga išla. Upam, da bo pa ta knjiga morda še kaj več, še kaj drugega. In če vsak svoj kamenček prida, da bo enkrat ta mozaik popoln, ali saj toliko popoln, da ga bodo naslednje generacije lahko z večjo nepristranskostjo obravnavali in se spominjali svoje zgodovine. To je to. Moram še nekaj dodati, gospod Gasar. Ne gre za to, da se zgodovina uravnovesi, gre se za to, da se vzame, da se sprejme dokaze, da se sprejme to, kar je res bilo, da se sprejme dokumente, da se sprejme pričevanja in da se ne ponareja zgodovinopisja. Za to se gre. Ker zgodovinopisje temelji na dokazih, ne pa na tem, kar bi si mi želeli, oziroma kar si kdo drug želi, ampak dokazi so tisto, kar je merodajno. Petra, še. Ja, tudi jaz bi na tem mestu želela izpostaviti, kar sta tudi recenzenta izpostavila, da gre predvsem pri tej knjigi za pogled v miselni proces tradicionalnega tabora na Slovenskem, predvsem tega mlajšega predstavnika. Zato pač, ker predvsem ta del ni poznan toliko širši javnosti. In kot je napisal tudi recenzent dr. Aleš Maver, da bodo zato po monografiji s pridom posegali zgodovinarji, vojaški in kulturni zgodovinarji, pa tudi muzikologi, kar bo seveda v največje zadovoljstvo vsem nam, ki smo sodelovali pri temu, ker bo knjiga s tem dobila svoj širši pomen. Hvala. No, tako s temi mislimi zaključujemo današnjo predstavitev. Vsem skupaj se v imenu študijskega centra zahvaljujem za udeležbo in poslušanje. Knjiga je danes na voljo tudi po znižani ceni. Zdaj pa vas lahko povabim še na neformalni del, kjer lahko nadaljujemo s pogovorom o knjigi, če ima kdorkoli kakšno vprašanje ali komentar. Srečno!